Andraž, a veš, na kaj sem pa jaz najbolj ponosen? No, daj povej. Da sem v 5 letih, kljub vsem pričakovanjem, inoviram še zmeraj tukaj s svojim YouTube kanalom. 5 fucking let. Po moje, da noben vključno z nama ni pričakoval, da bo toliko cajta tukaj zdržala. Ne. Ker danes, ko to dejansko midva snemava, 23. marca je okroglih 5 let, odkar sem jaz sploh odprl ta YouTube kanal, zato da sem sploh začela. A verjameš to? Dobro, drugače stvari res težko. Ker glih včeraj sem bral en članek, kjer so kazali slike takrat, ko je bil lockdown za COVID in Nina sva dejansko njih takrat, ko je bil najbolj kritičen, sva šla to počenjati, ker nama res ni šlo nič na roko, tako cel svet je bil pred nama. Ja, če se malo pozabavam, tako da Nina sva pa danes še zmeraj tukaj. COVID je pa malo manj, upam. Tako da, dej, peva v studio, bova kakšno še tam rekla na to temo. No, evo, ja, to so bili res spomini, eni bolj zabavni, drugi manj. Res je. COVID sreč ni več toliko nevaren, kot je bil takrat, a ne. Mi da so se pa še kaj obdržali, čeprav iskreno, po moje, tudi takrat nismo mi mislili, da bo še tukaj po vsem tem cajtu. Konec marca 2020 je bil res zanimiv, sam z veseljem se spominjam tistega prvega snemanja, pol pa še 3. 4. 2020, ko so res objavila končno tisti prvi video. Ja, že skozi vsa ta leta sva za obletnice govorila, kako je to takrat izgledalo, tako da si lahko ti videe pogledate spodaj v linkih. Lahko pa sam na hitro rečeva besedo ali pa dve, kako je to izgledalo. Kakor sva že večkrat rekla, ideja je nastala iz zajbancije, ko je Davor še delal para 1. 22. marca 2020 pa kar naenkrat ni bila več zajbancija, ampak si dejansko lahko najin kanal videl na YouTubeu in feeling je bil čuden, ker kar naenkrat YouTubea nisi sam gledal, ampak si bil na njem, kot creator. Mislim, da bo Davor lahko potrdil, da je bil na začetku najbolj čuden feeling, ko so dejansko morala začeti govoriti, pa nastopati v javnosti, ker je bilo za oba čist izven comfort zone. To je tak. Sploh, tudi če si boste pogledali najne rojstnodnevne videe do zdaj, boste po moje videli komaden napredek iz leta v leto, kako so se popravila pri nastopanju, upava. Ampak ja, toliko cajta smo že prej govorila, da bi ta kanal naredila, pol so pa samo vzela telefone in šla na jolo, brez kjerkoli znanja. Ampak sem hvaležen, da sva zbrala pogum in to naredila, ker so se končno nehala obadati s tem, kaj bodo drugi mislili in kaj. In pač naredila sam tisto, kar sva midva hotela. No, ne bom pa od tega prav veliko na široko razlagal, ker bo jutri na live streamu lahko več povedala o tem in še kakšno zgodbo bolj v detajlu opisala. Ampak vseeno, čisto na hiter mi povej, kjer dve stvari sta tebi ostale najbolj v spominu? Prva je sigurno tista, kjer so v istem dnevu snemala 2 videa, dron pa OnePlus 9. To je trajalo toliko cajta, da so se takrat odločili, da ne bova nikoli več snemala več videov v enem dnevu, ampak samo enega na snemalnem dan in bova tistega dala v strud. Tukaj so bili res mešani občutki, ampak vseeno je bil nekako pomemben mejnik to za najin kanal, po mojem hkrati je bil pa mejnik, ker je to še zmeraj najbolj ogledan video na najinem kanalu. Se ti bom kar pridružil po moje pri temu spominu, ker je bil res dolg dan, baterije za drone zmanjkali. Skoraj smo dron zaradi tega izgubili. Jaz ne vem, kolikor sem ponavljal prizor, ko tečem pred dronom, 2 OnePlus telefona sem imela in res sem imela full energije, da sem snimala 2 videa na en snemalni dan. Res ne vem, kaj nama je bilo takrat. Torej, zate bil negativen spomin. Ničkaj, no. Sam ja, takrat sem bila mlada pa neumna, valjda še oba v 20 letih in nisem bila še toliko sfokusirana na kvaliteto, ampak bolj na kvantiteto. A mislim, da so cifre vse. Drug najljubši spomin pa je oktobra 2020, ko sem imela prvi video, ki je eksplodiral in sicer povzetek eventa od iPhone 12. Video sem imela prek Zooma, jaz sem imel korono, vzdušje je bilo malo turobno, ampak vseeno sem se usedla in posnela. Video je v manj kot 2 dneh presegel 2000 ogledov, kar je bilo takrat za naju nepredstavljivo. Kaj bil pa zate ta drug spomin, da ti je ful ostal v glavi? Kakšen drug še? Tesla. Tako da, ja, dobili smo takrat avto, napokali smo se, pičili na Primorsko, pa v Trst, en lep sončen dan je bil, veliko lepi šotov smo naredili z dronom, sprobali smo pospeške od avta, kako se fila, smejali smo se, pizdili, malo smo tudi škode naredili, sam bil je pa res lep dan za zapisati, tako bi ga lahko še enkrat podoživel, če bi ga le lahko. Imam pa še enega ful dobrega, sam unga bom pa prišparil za jutri, ker bo malo bolj upisan, tako da ne razkrijem preveč. Tako je. Jutri se bo malo bolj razgovorila, pa bom tudi jaz malo več opisno povedal. Res glejte, ko mislim, da bo zabavno. Sam pojmo zdaj na sedanjost, ne Andraž. Pejmo. Veva, najne cifre niso najbolj impresivne za 5 let obstoja. Tukaj tudi lahko uporaba izgovor nekako, da smo nišni kanal, ne pa vedeževalski,
tračarski ali pa kozmetični, kjer bi mogoče z manj truda več ogledov dubla. Ampak nama je navaden, ker so se s tem nehala obremenjevati, da neke cifre loviva in si delava stres zaradi tega, preprosto se odloča, kaj bova posnela, to izvedeva, da ven in so vesela, ker je content kar na visokem nivoju, po moje, pa čeprav nimava neke vrhunske opreme, kot jo imajo neki večji kanali. Jaz bi tukaj dodal, da so tudi nekako razprla krila, izpila so proces snimanja, studio oblikovala po svojih potrebah, da nama kar najbolj ustreza in da lahko hitreje posnameva. Začela sva snimati tudi Gigabajta podcast, kjer v goste vaba folk iz vseh vetrov, da nama povejo o svojih poklicih, življenjskih poteh, kar pomeni, da se učiva novih stvari od njih in da nove stvari svojim gledalkam in gledalcem posredujeva. Pač v teh 5 letih sva res komate enih izkušenj pridobila, ki jih sicer ne po moje nikoli. Se strinjam s tabo, Andraž, te izkušnje so bile na koncu vse zabavne, čeprav so bile včasih trdo naučene, ampak vesel sem, da tukaj s tabo sedim. Thanks. Hvala enako in valjda drži tudi zame. Pa smo naredili šigic za danes. Dajmo na en piv. Kakor si rekel, s temi izkušnjami zdaj znava razporediti cajt, da posnamejo, da dava ob enem cajtu več kontenta, ven ob drugih lahko tudi manj, ker to usklajujejo s svojim privat lifeom in službo. To je pa tole, trenutno je pa še zmeraj sam hobi za naju, od katerega upava, da bo skozi več služila. Tako da, če bi kdo od sponzorjev, oziroma če kdo od sponzorjev to gleda, se dobrodošli, da nam napišete spadi za sodelovanje ali pa na mail, ali pa kdorkoli, ki misli, da bi bilo primerno, da bi z njim sodelovala. Ja, dobro, no mi to počitam. Ja, sam je pa res, se pridružujem, res bi nama ful pomagali, ker si glih omenil, glede prilagajanja, tudi jaz se zdaj učim za PDI, tako da bova probala dati čim več kontenta ven, kolikor bo mogoče, enkrat ga bo verjetno več, drugič ga bo spet manj, vse pa bova sproti prilagajala, oziroma bova šla čez ta most, do njega pride. Ok, itak veš, da te vsi podpiramo, Andraž, tako da veliko sreče pri tem. Veliko se nama v lifeu dogaja sicer in po 5 letih imava veliko izkušenj. Bom pa rekel, da če bi imela še enega editorja ali pa social media managerja, bi nama ful olajšal delo na najni strani, ne? Ampak zelo omejen budžet. Ti ljudi bi bilo treba plačati, ker nama budžet ne dovoljuje, zato je situacija takšna, kakršna je. Tako da, kakor sem že prej rekel, potrudila se bova po najboljših močeh, pa da bo content najbolj možno kvaliteten. Pa še to sem pozabil povedati. V zadnjem letu so dobila tudi nove mikrofone, zaradi katerih se nam je po moje kar dosti izboljšal zvok, tako da so tukaj zelo upoštevala vaše predloge za izboljšave. Prav tako so dobila nove tripode in s tem dobila mobilen studio, ki nam omogoča, da snemamo bolj dinamične videe v več prostorih in tudi zunaj, kakor vidite. Vse to v bistvu pomeni, da opreme v studiu tamle ne dirava in ostane točno tam, kjer je. In zdaj bo ta dinamičnost video stvar, na katero se bova v prihodnje fokusirala in se tukaj učila novih spoznanj. To je v bistvu to so bile moje današnje misli in itak, da se ne pozabim. Največja zahvala gre vsakmu izmed vas, ki nama že sledi ali pa nama bo še sledil. Upam, da se bomo skupaj na tem kanalu družili še nekaj časa in da boste še naprej uživali v najinih vsebinah. To so bile moje misli, kot sem rekel. Še enkrat velika zahvala vsem od vas, ki naj jo podpirate. Andraž? Ja, jaz se pridružujem vsemu, kar je rekel Davor, zraven pa se zahvaljujem še vsem najnim biznis partnerjem, ki nama svojo pomočjo omogočajo, da lahko snameva ta content za vas. Veva, da je včasih težko in da si vzamete svoj dragocen cajt, da nam priskrbite naprave ali pa pridete k nama v Gigabajta podcast. Sam in da sem vam res ful hvaležna in brez vas ta kanal nikoli ne bi bil to, kar je danes, tako da res hvala. No, točno to, kar je Andraž rekel, 100%, pa še to. Ta kanal mi v bistvu to pomeni, da sem ga vključil tudi v svoj tatu noter, ki ga imam na roki, tako da ja. To je to, se jutri vidimo na rojstnodnevnem live streamu, pa se vidimo tudi v naslednjih epizodah Gigabajta podcasta in ostalih takole studijskih videih. Čau!